vsemi, tebi ga dam. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod s vami. Spoštovani gospod prelat Stane Zidar, župnik in dekan Kranjski, dragi farani, bratje in sestre. S to nedeljsko mašo se bomo poslovili od našega gospoda župnika, ki je 25 let uspešno vodil našo župnijo. Hvaležni smo mu za vse, kar je dobrega storil za župnijo in dekanijo, za boljše odnose med občani Kranja in z drugimi verskimi skupnostmi. Zahteven je bil čas njegovega službovanja v Kranju in zgodile so se velike spremembe tako na družbenem kot tudi na cerkvenem življenju. Veliko je bilo narejenega pri ohranjanju sakralne in kulturne dediščine, pri družbenem delovanju in sodelovanju v župniji in na poglabljanju verskega in duhovnega življenja. Premalo pa se zavedamo, da smo prava cerkev mi vsi, skupaj s svojimi duhovniki in da smo za življenje v tej skupnosti odgovorni vsi, vsak po svojih zmožnostih. Lepa je ta naša farna cerkev, pomemben kulturni spomenik. Toda njen osnovni namen je, da je to hiša molitve, pogovora z Bogom, hiša prošenj in zahvale. Zato se bomo pri tej sveti maši zahvalili Bogu in izrazili hvaležnost našemu gospodu župniku Stanetu Zidarju za vse, kar je naredil v letih svojega službovanja v Kranju. Hvala lepa. Da bomo vredno obhajali to daritev, pa priznajmo in obžalujmo grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Slava Bogu na višavah. Molimo. O Bog, vate zaupamo in ti nas varuješ. Brez tebe ni nič trdno, nič sveto. Naj ne iščemo sreče v le minljivih dobrinah, ampak sredi tega sveta pod tvojim vodstvom tako živimo, da dosežemo to, kar večno stane. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. On je rekel, daj
Tisti čas je Jezus prevedel na drugo stran Galilejskega, torej Galilejskega jezera. Za njim je šla velika množica, ker je videla znamenja, ki jih je delal na Muni. On pa se je uspel na novo in tam sedel s svojimi učenci. Blizu je bila Pascha, ljudska velika noč. Ko je Jezus skozi te oči izvedel, da prihaja njemu velika množica, je rekel Filipu: kje naj kupimo kruha, da bodo tega jedli? To pa je rekel, da ga je preizkušal. Sam je namreč vedel, kaj bo storil. Filip mu je odgovoril: za 200 denarjev kruha jim ne bi bilo dosti, da bi vsak dobil vsaj majhen kos. Eden izmed njegovih učencev, Andrej, brat Simona Petra, mu je rekel: tukaj je večer, ki ima 5 ječmenovih hlebov in verigi. A kaj je to za toliko ljudi? Jezus je dejal: recite ljudem, naj sedejo. Bilo pa je na tistem danu veliko hrane. Posebej to je kakih 5000 mož. Tedaj je Jezus vzel hlebe, se zahvalil in jih razdelil v 5 celičk. Prav tako je razdelil hlebe, kolikor so jih hoteli. Ko so se najedli, je rekel svojim učencem: poberite koščke, ki so ostali, da kar ne bo šlo v izgubo. Pobrali so jih torej in napolnili 12 košar s koščki, ki so od 5 ječmenovih hlebov ostali tisti, ki so jedli. Ko so ljudje vedeli, da je storil znamenje, so govorili: ta je resnično prerok, mora priti na svet. Ker je Jezus spoznal, da nameravajo priti in ga silo odvesti, da bi ga postavili za kralja, se je spet sam umaknil na vodo. Poslušali smo Kristusove evangeliji. Dragi bratje in sestre, blaženi Anton Martin Slomšek je zapisal tole kratko misel: vse je dobrota Boga. Besede mojega pozdrava pred 25 leti so bile vam, dragi verjamci, dragi krajčani, takrat še tudi sinanjega zakona Boga izrečene z naslednjimi besedami: moja duša poveličuje Gospoda in moj usta raduje v Bogu v mojem srcu. Besede so privrele iz srca, vse prežete z naivno vero, njenim zaupanjem in odprtostjo do Boga. Zgodi se mi od tvojih besed. In tako smo začeli 25 let skupnega ustvarjanja, sodelovanja, zaupanja drug v drugega. Nismo slutili, kako čudoviti časi so pred nami. In bili so časi veselega dogajanja, spreminjanja družbenega reda, čas poprave krivic, a žal tudi čas upadanja vernosti in pripadnosti cerkvi ljudi. Tako prihaja na misel kitica pesmi blaženega Alojzija Brcina: mnogo strahu smo prestali, mnogo je bilo na šolah, zdaj pa delo smo končali, tu je čas odresa in odmora. Ta trenutek našega sveta
en velika mama, je zapisal misel tudi za današnji čas. Če kdo sanja sanj, so to samo sanje. Če jih veliko sanja skupno, je to začetek nove resničnosti. In ta resničnost se pokaže, če se veliko sanjajoči zbere in to se nas zdi zbrano, skupaj poslušamo Božjo besedo, ki nas vabi in krepi za sodelovanje in skupno soustvarjanje. In v tem sanjarjenju našega skupnega življenja in graditve Božjega kraljestva se ozira od najmlajših do tistih, ki se postavljajo vsega sveta. To je zahvala novorojenčkom, ki milijonarno sprejeli Božje kraljestvo in postali ljudje Kristusove cerkve. Potem so že pred nami veroučenci in kateheti, ki so zrcalili Božjo besedo v življenju v središču ter pripravljali naše skupaj, kateheti in animatorje. V pomoč pa čudovito petih neštetih pevcev vse starosti pod vodstvom naših organistov. Bilo je veliko sodelovanja, bilo je čudovitih slovesnosti. Mladi so pokazali svojo pripravljenost in sposobnost ob raznih mladinskih srečanjih, slavih in svetih naših. Na pot sklepanja zakona mladih so bili v okolju zakonci z vsem žarom svoje ljubezni in velikovim izgledom. Pomoči potrebnih so bili deležni velike pomoči Caritas. Naši Bogi so bili posebno blizu v težkih preizkušnjah trpljenja. To trpljenje je bilo velikokrat neznosno. A vedno z mislijo, nisi sam. Nismo pozabili sovraža svojega drugega, da smo skupaj gradili tudi intelektualno podobo
od vesolja, po Tvoji dobroti smo prilitovi na Tebi. Našemu satrten dela človeških krop, ne nam postane duhovna pijača. Gospod Bog, spremi nas ponižne izkesane, Tega danes naša daritev. O, ta ženska. Izmi, Gospod, mojo krivdo in očisti me grehov. Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Dobri Oče, prinašamo Ti darove, ki si nam jih dal s Tvoji dobroti. Spremeni jih, da bo v njih delovala Tvoja moč in bomo z njimi posvetili svoje življenje ter prišli v večno veselje. Po Kristusu našem Gospodu. Gospod s vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res je spodobljenje pravično, primirno in zveličavno, da se Ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, iz usmiljenja do človeške bede, se hotel roditi iz device Marije. S trpljenjem na križu nas je rešil večne smrti in nam svojim vstajenjem od mrtvih podaril večno življenje. Zato z angeli nad angeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico Tvojemu veličastvu
in nenehno vzklikamo. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. Vseh čas izbiraš svoje ljudstvo do od sončnega vzhoda do zahoda, tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zbrani smo na prvi dan v tednu, ko je naš Gospod stal od mrtvih in nam podaril večno življenje. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in v nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. Zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glavne jagnje, ki ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu
ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. Naj nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo devico Božjo materjo Marijo, svetimi apostoli in slavnimi mučenci, svetim Kancijem, Kancijanom, Kancijanilo, Protom, sveto Marto in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi s tvojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu mir in zveličanje. Utrjuj vir in ljubezni na zemeljski poti s tvojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Benedikta, našega nadškofa Antona, vaš škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre, moje starše, starše vseh tukaj navzočih, pokojne sodelavce, naše župnije in vse, ki so se v tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam, tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes dani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa.
Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Od tega oltarja Kristusove daritve prihaja mir. Kolikokrat sem vam zaželel, dragi moji, da bi ta mir, ki je tako zelo potreben za naše življenje, prebival v naših dušah, v naših srcih, v našem življenju. In tokrat, zadnjikrat vas vabim, da drugemu podate roko in si zaželimo drug drugemu mir, ki nas bo srečeval, mir, ki nam bo prinesel ta čas vere, upanja in ljubezni. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Kristusovo telo, Amen. Kristusovo telo, Kristusova kri, Kristusova kri, vsem se spri. Razmanost.
srca ti damo, zaupno tebi kličemo. Marija, varuj nas. Ja srca ti damo, zaupno k tebi kličemo. Marija, varuj nas. Marija, molimo. Usmiljeni Bog, prejeli smo sveti sakrament, nemiljivi spomin trpljenja Tvojega Sina, po tem daru njegove brezmejne ljubezni, naj dosežemo večno življenje po Kristusu našem Gospodu. Še ne oznanila 17. nedelje med letom. V ponedeljek Peter Krizolog, škof in cerkveni učitelj. Torek Ignacij Lojolski, duhovnik, ustanovitelj jezuitov. V sredo Alfons Marija Ligvori, škof in cerkveni učitelj. Četrtek Evzebi iz Verčelija, škof. Ob 18. uri ura molitve za duhovne poklice. Na prvi petek v avgustu godujeta Lidija, svetopisemska žena, in Avguštin Kazotič, škof. Na prvo soboto goduje Janez Vijanej, arški župnik. Danes teden 18. nedelja med letom. Nabirka 5 evrov je namenjena za potrebe cerkve. V nedeljo 5. avgusta bo sprejem novega župnika gospoda Vinka Podbevška in duhovnega pomočnika gospoda Martina Mlakarja pri župnijski sveti maši ob 8. uri. Ob 10. uri bo smen žegnanje v Čirčah, kjer bo maševal novi župnik Vinko. Obema želim veliko veselja in Božjega blagoslova na Gospodovem vinogradu v Kranju. V branje vam priporočam Družino in ognjišče. Ponedeljek, torek in sredo ter na prvi petek, tudi po večernih in jutranjih mašah, ni uradnih ur, razen prijave pogreba. Že vaša
Besede slovesa, zahvale so vedno tudi besede trpljenja. Dragi moji, ni enostaven današnji dan. Živel sem z vami, svojo župnijo do srebrnega jubileja. Živel sem tudi s svojim mestom in kako sem želel, da bi bilo to mesto razumevanja, ekumenskega sožitja
in spoštovanja drug drugega. Upam in sem prepričan, kot je bilo rečeno, da sem vsaj delno uspel. In zato sem tudi na podobici, ki jo boste dobili pri izhodu, napisal: to so misli, ki so mi privrele na dan. Na pomolu dveh rek se bohoti svetišče, ponos Gorenjske. Dviga našega duha k tebi, o Bog. Tu je bilo moje veselje, tu je vaše veselje, torej naše veselje. Hvala za vsa doživetja 25 let. Kranj 1987-2012. Prelat, župnik in dekan kranjski Stanislav Zidar. Naj vas, dragi moji, spremlja Božji blagoslov v življenje, ki je pred nami. Naj ohranimo topel in prisrčen spomin na vsa leta, ki smo jih preživeli skupaj. Zavest, da odhajam iz župnije s čistim in veselim srcem, brez kakšnih zamer, poln Kristusovega miru, poln skrite svete noči, slavo Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem. Gospod s vami. Bog se tolažbe naj vodi vaše dneve v svojem miru in vam podeli svoje darove. Rešuje naj vas vsakega nemira in utrjuje vaša srca v svoji ljubezni. Podari naj vam živo vero, upanje in ljubezen, da boste naredili na tem svetu čim več dobrega in srečno prišli v večno življenje. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru.